Če pogledamo malo površno, takole, čez palec, lahko ugotovimo, da so si avtomobili v zadnjem obdobju vse bolj podobni. No, razlog so seveda združevanja proizvajalcev, skupni razvoji, celo posojanje modelov. In avtomobili bodo s prihodom elektrike samo še bolj podobni. Vsi bodo recimo enako neslišni, brez tistega značilnega karakterja, ki ga ima vsak bencinski motor. In tudi nova Corsa je plod tovrstnega združevanja. Ampak njeni snovalci so vseeno želeli, da bi ta avto imel svojo osebnost, da bi bil drugačen. Želeli so, da bi bila Corsa bolj nemška. In zato je kljub koncernskem sodelovanju večina razvoja nove Corse potekala v Nemčiji, v Rüsselsheimu. In za nameček tudi proizvodnja Corse, tako kot vseh preteklih generacij, poteka v Španiji, v Zaragozi. No, ampak v čem je Corsa nemški avto? Oziroma vsaj bolj nemški avto od sestrskih modelov. Najbolje, da si kar pogledamo, kaj ponuja. Videz nove Corse je v primerjavi s predhodnico precej bolj športen. Že pokrov motorja je precej daljši, streha je med tem nižja in pa tudi previsa spredaj in zadaj sta precej krajša kot pri predhodnici. No, nekateri so nam rekli tudi, da jim ta avto izgleda precej večji, ampak to ne drži, ker so mere v resnici skoraj na las podobne. Zanimivo je tudi, da so nam že na prvi vožnji kar sami pri Oplu dejali, da je bila pretekla generacija Corse enoprostorec. No, to je bilo seveda zaradi tega, ker je bila njena streha višja in njeno vetrobransko steklo pomaknjeno tako daleč naprej. No, pri tej je že takoj očitno, da želi nagovarjati tudi tiste, ki kupujejo s čustvi. No, vseeno pa Corsa ni tako drzen avto kot njen sestrski model Peugeot 208. In to se vidi tudi v notranjosti, ki je precej bolj klasična, zadržana. Recimo sredinska konzola vsaj delno spominja na tiste, ki jih že poznamo iz Oplovih modelov. No, in mi zelo cenimo te klasične, vrtljive gumbe za nastavljanje klimatske naprave. In v resnici prav nič ne pogrešamo okrasnih elementov v tisti sijoči klavirski plastiki, ki je pravi magnet za nabiranje prahu in pa prstnih odtisov. In tudi o tem osrednjem zaslonu na dotik, ki je razmeroma preprost, ampak majhen, ni kaj posebnega povedati. Še najbolj pomembno je to, da ga lahko povežemo s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto in s tem koristimo tiste vsebine z mobilnega telefona. No, kaj pa prostornost? Zadaj z mojo višino 176 cm in ob mojem vozniškem položaju še nekako sedim brez težav in imam tukaj dovolj prostora za noge in glavo. Ampak kakšnemu bolj višje raslemu tukaj ne bi bilo tako udobno. Pogrešamo recimo tudi ročice, kamor bi se med vožnjo lahko prijeli, no imamo pa tukaj vsaj velika okna, ki omogočajo dobro preglednost ven. Pričakovano povprečen je tudi prtljažnik, tako po litrih kot tudi po svoji prilagodljivosti. Recimo nimamo kakšnega dvojnega dna, pa tudi zadnjo klop, ko jo podremo od dnu, ne postane ravno. Tudi nakladalni rob je precej visok in tudi odprtina precej ozka. No, takole, to je seveda davek, ki ga pobere takšen majhen avto. Takole na prvi pogled bi dejali, da je Corsa značilen mestni avto. Ampak pri Oplu so želeli, da je veliko več kot to. Svojo nemškost naj bi kazala tudi z zanesljivo in varno vožnjo na avtobanu. In zato so Corsi prilagodili predvsem krmiljenje. Nekoliko so ga učvrstili in naredili nekoliko manj živčnega, kot takole le malo trznemo z volanom. In to je Oplovim inženirjem uspelo. Kljub temu, da je Corsa lahek in razmeroma majhen avto, je na avtocesti zelo stabilna in daje občutek varnosti, ki si ga pri takšni vožnji želimo. In tudi šesta prestava tega ročnega menjalnika je primerno dolga, da se motor pri višjih avtocestnih hitrostih ne bo previsoko vrtel. Na avtocesti bo koristen tudi sistem, ki preprečuje nenamerno zapustitev voznega pasu. Ta v bistvu deluje tako, da avto odbije od črte s takšnimi majhnimi popravki na volanu. No, sami bi si želeli tudi adaptivnega tempomata, ki v našem testnem vozilu ni na voljo. Ga pa Corsa sicer ponuja. Doplačilo znaša 550 €.
Razlog, da Corsa vendarle morda ne bo preživela toliko kilometrov na avtocesti, pa je zvočna zatesnitev potniške kabine. Že pri hitrosti 130 km/h je kar težko v miru poslušati kakšen podcast ali pa opraviti prostoročni telefonski klic. Pravzaprav nas je Corsa še celo bolj prepričala na regionalki. Že vozniški sedež si lahko nastavimo tako zelo nizko, skoraj podirkaško, in tudi volanski obroč je bogato nastavljiv, tako da z iskanjem idealne vozniške pozicije nismo imeli prav nobene težave. Avto je pri dinamični vožnji prav presenetljivo živahen in poskočen. Podvozje je ravno prav čvrsto, krmiljenje pa ravno prav odzivno. No in tudi motor, če tudi ima le 74 kW, je zelo lepo odziven, poskočen in zelo lepo vleče že tudi v nižjih vrtljajih. In tukaj imamo tudi tipko Sport, ki krmiljenje vsaj za nianso učvrsti, stopalko za plin naredi nekoliko bolj odzivno, no zvoku motorja pa doda še nekaj malega zvočne drame. In pri vožnji na regionalki so najbolj koristni tudi matrični LED žarometi, ki so ena največjih prednosti Corse in danes še edinstveni v tem segmentu. Doplačilo 600 € zanje priporočamo, saj so takole pri nočni vožnji zelo koristni in resnično izboljšajo varnost in udobje za voznika. No, opazili smo, da svetlobni elementi, ki služijo kot dolg snov svetlobe, svetijo precej močneje od tistih kratkih. No, morda bo koga zmotil jasen svetlobni pas, ki pomeni, da je okolica dlje pred vozilom osvetljena precej močneje od tiste, ki je bližje vozilu. Kaj pa ekonomija? S Corso z 1,2-litrskim turbo trivaljnikom smo tekom našega testa beležili povprečno porabo 5,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. Ta rezultat je za mešan cikel pravzaprav zelo dober. Pripisujemo ga zelo nizkemu količniku zračnega upora, dobrim prestavnim razmerjem in pa tudi zelo nizki masi. Corsa namreč tehta le dobro tono. Pod črto, nova Corsa pravzaprav ponuja zelo dobro priložnost za racionalne, ki pa ob svojem racionalnem nakupu nočejo popolnoma žrtvovati sloga svojega vozila. No in na ta način ostaja precej nemška. Za približno 18 000 €, kolikor bi stal avto, ki bi ga sestavili mi, že dobite razmeroma širok nabor asistenčnih sistemov, samodejni menjalnik in tudi nekaj takšne šminke. Prav gotovo lahko rečemo, da je Corsa trenutno eden najbolj kompletnih avtomobilov v tem segmentu. Zdaj pa vabljeni, da se z nami odpeljete tudi na prvo vožnjo nove Corse, kjer smo preizkusili tudi začetnico, prvo generacijo tega modela. Ponujamo vam tudi test Opla Astre in zgodbo s premiere prenovljene Opel Insigne.